Danes je poslanska skupina obravnavala osnutek interpelacije, ki so nam ga poslali iz Nove Slovenije. Mi bomo predlagali Novi Sloveniji, da se dopolni interpelacija v tisti prvi točki, ko govori o lokalni samoupravi, tudi z zabeležko med vlado in mestno občino Ljubljana. Glede na vse te stvari, ki so se pojavile v zadnjem času, glede na različne interpretacije, menimo, da je v tem delu priložitev tega dokumenta in tega dogovora ključna za argumentiranje tega, da se ruši enakomerni razvoj, da se posega v podeželje in tako naprej. Skratka, zdi se nam, oziroma prepričani smo, da je s tem dogovorom Ljubljana postavljena v bistveno privilegiran položaj. Na drugi strani obkrožijo tudi tri verzije tega zapisnika, te zabeležke. Ena je na vladni strani, ki je drugačna od tiste, ki je objavil UKOM, in spet drugačna od tiste, ki je bila prvotno v obtoku. Skratka, tu očitno gre za nedoslednost znotraj dela vlade in mi smo tudi seznanili javnost, da bomo sporočili oziroma zahtevali preverbo suma oziroma naznanili sum kaznivega dejanja. Potem predlagamo v tretji točki predloga interpelacije, to je tisti del, ko se govori o političnem kadrovanju, da se poleg Mojce Kuster Dolinar predlog dopolni še s 3 primeri, in sicer z neimenovanjem oziroma neke vrste razrešitvijo načelnika upravne enote Maribor, gospoda Vogrina. Nedavno je dobil oceno odlično, potem pa ni bil v postopku naprej imenovan. Predlagali bomo dopolnitev z razrešitvijo Boža Predaliča z mesta načelnika upravne enote Grosuplje in pa ponavljajoče razpise za načelnika upravne enote Ilirska Bistrica. In tam obstaja tudi resen sum, da se to načelniško mesto pripravlja oziroma ohranja za poslanko državljanske liste Kristino Valenčič, ki je že bila prej, preden je vstopila v poslanske klopi, načelnica te upravne enote. Skratka, gre za težave. Morda bomo predlagali tudi dopolnitev z imenovanjem načelnice upravne enote Žalec. Potem pa predlagamo, da se v tej interpelaciji doda še nekaj novih poglavij, in sicer vloga ministra Viranta pri preiskavi ali pa pri zaslišanju članov Zbora za republiko, gospoda Cukjatija Brščiča in ostalih, na osnovi naznanitve Komisije za preprečevanje korupcije. Vemo, postopke vodi policija, vemo, da je minister za notranje zadeve zadolžen za usmerjanje policije in tu nas zanima njegova vloga, ki jo mora pojasniti. Drugo, dodatno poglavje je povezano z dogajanjem v zvezi z nadzorovano likvidacijo v obeh bankah, Probanki in Faktor banki. Tudi tu je prišlo do težav v teh 2 bankah, v veliki meri, tako se predpostavlja, na osnovi slabih odločitev ali celo kaznivih dejanj tistih, ki so upravljali, nadzorovali banko, delovali kot povezane osebe, in tudi tu nas zanima, na kakšen način se je minister kot član te vlade vklopil v to in kakšne navodila je dal policiji v tem primeru. Potem bomo predlagali tudi še to, da se vključi v to interpelacijo tudi po našem mnenju zelo škodljiv predlog 2 zakonov, to je zakon o političnih strankah, ki prinaša bistveno izboljšanje financiranja strank, ki na volitvah niso uspele, in pa seveda tudi zakon o volilni referendumski kampanji, ki postavlja tudi stranke v nemogoče razmere. Toliko mogoče v tem delu. 2 vprašanji. Prvo vprašanje, SLS je napovedala, da bo po to interpelacijo tudi dala podpise, vendar želi, da se kadrovanje umakne, ravno obratno. Bi vi prispevali svoje podpise, če se celotno kadrovanje, torej še vaš dodatni predlog umakne?
Bi bomo danes te predloge za dopolnitev interpelacije poslali poslancem, poslanski skupini Nove Slovenije. O teh predlogih za širitev smo se pa pripravljeni pogovarjati in v primeru, da bomo pač uspeli se dogovoriti z Novo Slovenijo za ustrezno dopolnitev tega predloga, bomo prispevali tudi podpise. Če lahko samo še ustavno obtožbo, gospod Janez Janša je napovedal možnost interpelacije proti celotni vladi ali možnost celo ustavne pritožbe. No, zdaj poslanska skupina bo pač o tem, kar smo sklenili na svetu stranke, še odločila, bo zadevo proučila. Zdaj mi najprej predlagamo, da se ta predlog interpelacije, ki ga je vložila zdajle Nova Slovenija, dopolni pač z obravnavo tega škodljivega dogovora za državo, za velik del države med Mestno občino Ljubljana in Vlado Republike Slovenije. Zdaj, kako bodo potem stvari naprej potekale, bomo pa potem videli. To zdaj težko kar naprej določim, kakšen bo scenarij. Ampak predlog je, da se najprej dopolni interpelacija s to očitno škodljivo zadevo. En komentar na to, da pač, kar se zdaj dogaja, očita se ministru Virantu, da je klical, da dejansko vabi trojko v Slovenijo. En komentar na to, kaj mislite, da se bo zgodilo, pa tudi to, lahko Slovenija sama pač reši svoje težave, če verjamete vladi to. Vete, če bi se vlada lotila resno reševanja težav Slovenije, potem bi zagotovo pripravila drugačen proračun, kot ga je pripravila. Zdaj, v tem proračunu niso spoštovane zaveze, ki jih je ta vlada dala maja meseca Evropski komisiji in Evropskemu svetu, namreč da bo 2/3 zmanjšanja primanjkljaja pridobila na odhodkovni strani, to se pravi na strani stroškov predloga proračuna. Tega ni. Proračuna sta celo nekoliko večja, kot je tekoči proračun, in da bo le tretjino tega primanjkljaja poskušala sanirati s prihodkovno stranjo. Zdaj, če ste dobro poslušali in spremljali dogajanje, je ves primanjkljaj pač umetno znižan z napihnjenimi prihodki na prihodkovni strani, to se pravi beri povečanih davkih. Za te povečane davke pa ni utemeljenih podlag, to se pravi davkov oziroma tudi povečane prihodke. Makroekonomski pogoji se poslabšujejo, to so napovedi tako Umarja kot Banke Slovenije in se to bistveno poslabšujejo, tako na strani gospodarske rasti, tako na strani potrošnje, to se pravi DDV-ja, tako na strani zaposlovanja oziroma povečevanja nezaposlovanja. Ocena je, da bodo tudi investicije bistveno padle, prej načrtovane rasti investicije, zdaj zmanjšanje oziroma padec investicij za 4%. Skratka, ves ta makrookvir se poslabšuje. In nerealno je, da na osnovi tako slabih vstopnih podatkov vlada načrtuje tako velike prihodke. Ne more biti ob padcu gospodarske rasti, ob padcu investicij, ob padcu ne vem česa, ne pričakovati večje prihodke iz naslova DDV-ja, iz dohodnine ali pa od dobičkov pravnih oseb. In ta proračun, če še dodam to, izkazuje, če ga realno pogledamo, v bistvu dvakrat večji proračunski primanjkljaj, kot je izkazan v tem proračunu. In jaz upam, da tudi tisti, ki v EU-ju ta proračun ocenjujejo, bil je poslan tudi v Evropsko unijo, bodo najbolj ugotovili nekaj podobnega. Lahko sam en komentar. Pač zdaj, ko je bilo pri politiki interpelacija, glede na vse to, kar ste povedali, pač in prej o interpelaciji in zdaj o proračunu, vseeno mislite, da bi bilo pozitivno za Slovenijo, če bi prišlo do menjave vlade zdaj ali pa do predčasnih volitev? No, pozitivne so predčasne volitve. Menjava vlade je nesmiselna, ker neke stabilne večine v teh razmerah ni mogoče doseči. Vse variante, ki se ponujajo od tehnične vlade ali nekega partnerstva, pač pomenijo samo to, da se bo na ministrska mesta dobilo nekaj oseb, zadaj bodo konkretne strankarske politike, ki pa v tem primeru ne bodo prevzeli nobene neposredne odgovornosti za tisto, kar bo ta vlada počela. In najbrž, če že ta politična vlada, ki počne stvari, ki sem jih prej povedal pri proračunu,
bo tehnična ali kakšna druga ravnala podobno. Zato smo za predčasne volitve, vendar po pogoju s tem, da se popravi pač volilni sistem predhodno, kajti brez popravka volilnega sistema tudi v ponovljenih volitvah najbrž ni možno pričakovati kaj bistveno drugačne razporeditve političnega prostora. S tem pa dobimo množico majhnih strank, ki zastopajo neke parcialne interese, necelovite in šahirajo z vsakokratno večino v tem parlamentu, bodi si z eno, bodi si z drugo. Gospod Tanko, lahko apropo interpelacij, ustavnih presoj in podobnega še malo poveste o razmerih med samimi opozicijskimi strankami. Zdaj, občutek je, da vsaka od treh strank deluje precej zase, ena mimo druge, tudi ti argumenti, ki ste jih zdaj vi recimo našteli, da bi sodelovali, pogoji, ki ste jih našteli, da bi sodelovali pri pri interpelaciji, recimo so v nasprotju s tem, o čem so govorili v SLS? Poglejte, v koaliciji nimajo stranke enotnega mnenja, pa imajo koalicijski dogovor. V opoziciji smo stranke nevezane, vsaka zagovarja svoja stališča. Moram pa reči, da mi pri tej interpelaciji ničesar ne pogojujemo. Mi smo pripravili predlog za dopolnitev interpelacije, ki jo pripravlja poslanska skupina Nove Slovenije in jaz ocenjujem, da bodo večji del tega upoštevali in mi bomo tudi podpise prispevali za to. Zdaj, kako si pa kdo razlaga kakšno situacijo, kaj je za njega prioriteta, pa je stvar presoje vsake politične skupine. Mi smo povedali, kaj so naše prioritete in jih tudi zagovarjamo. To se pravi sanacija bančnega sistema, če to ne gre, treba urediti tudi poslovanje oziroma upravljanje z državnim premoženjem, spremeniti volilni sistem in pa glede na to, da država ne funkcionira tako, kot bi vsi pričakovali, treba izvesti tudi predčasne volitve po vseh teh pogojih. Kako se pa čist stališče odnosov, kako se pa kaj razumete v opozicijski stranki med sabo? Ste opazili kaj nenavadnega? Vprašam. Nisem nič opazil, da je bilo kaj posebnega. Lahko en komentar na vse to, kar ste povedal, kaj bi za Slovenijo pomenilo, če bi bili prisiljeni zaprositi za pomoč mednarodno. Sklepam, da jo ne bi dobili samo za banke, da bi dobili nek celovit paket, ampak ves čas v bistvu zdaj že v nekaj let od začetka krize nekako vemo, kaj treba storiti, pa se kar ne zgodi vse. Kaj mislite, da bi bili tisti ukrepi, ki bi resno bili najmočnejše zahteve, najtrše zahteve Evrope do nas, neki pogoji za pridobitev pomoči? Zdaj, jaz sem prepričan, da jih večina ne ve, kaj je potrebno storiti, ampak mi smo takrat, ko smo imeli vlado v mandatu 2004-2008 in leta 2012, večino leta 2012 in del 2013, vedeli, kaj je potrebno storiti in te postopke smo tudi izvajali. Niso bili priljubljeni, ampak so potrebni. In tudi ta vlada bi morala slediti tem racionalizacijam, restrikcijam porabe državnega proračuna, to se pravi, bi morala zadevo omejevati. V tem primeru, ko imam pa zdaj proračun, pa vidimo, da nič od tega se ne izvaja. Tudi v obdobju 2004-2008 je vlada sprejemala ukrepe racionalizacij, poenostavitev, dobili smo celo svetovno priznanje za te izboljšave. Zmanjševali smo davčne obremenitve, kar pomeni, da se je ustvarjalo boljše pogoje za gospodarsko rast in tudi za potrošnjo, ker smo tudi davčni del pri prebivalstvu znižali. Nismo se ukvarjali toliko s prerazporejanjem in na koncu smo imeli izravnan proračun. Vlada, ki je prišla za nami, Pahorjeva vlada, je pa v zelo kratkem času dodatno zapustila 10.000 javnih uslužbencev, to je 1/16, in vse te stroške povezane s temi dodatnimi zaposlitvami so breme tako prejšnjo Janševo vlado kot vlado Alenke Bratušek. S tem, da Janševa vlada je imela ambicijo na tem področju, naredi red in zadeve racionalizira, zmanjšuje, ta jih pa nima. In bremena se potem samo vrtijo, potencirajo, odlivi se dogajajo, pravice ostajajo, nihče pa od teh ne prispeva nič produktivnega, k gospodarske rasti ali pa malo produktivnega gospodarske rasti.
Mi moramo ustvariti pogoje za gospodarsko rast in najprej tako, da znižujemo stroške državnega proračuna, da se racionalizira in denar, ki ga na ta način pridobimo, usmerimo ali v zmanjšanje zadolževanja ali pa v povečevanje stimulacij za nova delovna mesta, za gospodarsko rast, za nove programe, nove trge in tako naprej.